V LDS smo program načrtovali na osnovi analize obstoječega stanja v slovenskem zdravstvu. Osnovni problem slovenskega zdravstva je namreč predvsem njegova neučinkovitost in neekonomičnost. To pomeni, da je organizacija zdravstva slaba, slabša se dostopnost, povečujejo se čakalne dobe, izginjata solidarnost in pravičnost, ki sta od nekdaj odlikovali slovenski zdravstveni sistem. Posledica je nezadovoljstvo tako uporabnikov zdravstvenih storitev, kot tudi izvajalcev. LDS ima jasno vizijo razvoja zdravstva. Ima strateške cilje in konkretne ukrepe, kako doseči te cilje. Ti cilji so zdravstveni sistem, ki temelji na bistvenih vrednotah, kot so solidarnost, pravična in enaka dostopnost za vse, kakovost in učinkovitost. Naš program zdravstva temelji torej na povsem konkretnih, predvsem pa uresničljivih ciljih. Teh ukrepov je zapisanih 10. Naj jih nekaj naštejem. Opredelitev in postavitev javne zdravstvene mreže. Sedanje zdravstvo je organizirano brez take mreže. Mrežo namreč določajo obolevnost prebivalstva v določeni regiji, podatki o številu starostnikov, naprimer otrok, žensk, samohranilcev, ekonomska zmogljivost regije in prebivalstva, prometna dostopnost in že obstoječi zdravstveni zavodi. Na podlagi tako postavljene mreže šele lahko organiziramo tako zdravstveno službo v določeni regiji, ki bo zadovoljevala potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Le taka mreža torej lahko omogoča pravično in enako dostopnost do zdravstvenih uslug za vse, ne glede na starost in ekonomsko zmogljivost. Poudarim naj, da bomo v mreži splošnega zdravstva postavili na osrednje mesto zdravstveni dom, kateremu se bodo po potrebah lahko pridružili zasebniki s koncesijo v javnem zdravstvu. Z mrežo je torej neposredno povezano tudi razmerje med javnimi zdravniki in koncesionarji zasebniki. Dosedanje podeljevanje koncesij je bilo stihijsko in divje, brez podatkov o potrebah prebivalstva v določeni regiji. Pa imamo tako zdaj gnečo koncesionarjev specialistov v večjih mestih, nekatere zdravstvene regije pa v določeni specialnosti nimajo niti enega specialista. Z boljšim plačilom bomo spodbujali koncesionarje, da se bodo odločali za delo v manj dostopnih ali težavnejših regijah. Razvili bomo tudi enake možnosti za delo in plačevanje javnih zdravnikov in zasebnikov koncesionarjev. Zdravnikom v javnem zdravstvenih zavodih bomo omogočili enake možnosti zaslužka po zaključku delovnega časa za zavarovance z delom za samoplačnike. Uvedli bomo delo po individualni pogodbi namesto po kolektivni. Ob tem bomo uvedli tak plačilni sistem, ki bo temeljil na storilnosti in učinkovitosti zdravstvenih delavcev. Povečali bomo nadzor nad kakovostjo dela izvajalcev s koncesijo in ga izenačili s tistim v javnih zdravstvenih zavodih. Za zagotavljanje čim boljše kakovosti in učinkovitosti zdravstva bomo vpeljali sistem akreditacije javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev. Le tisti izvajalci z akreditacijo bodo lahko sklepali pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Zakon o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu bomo spremenili tako, da bo mogoče znižati celotne stroške zdravstvenega zavarovanja tisti skupini prebivalcev, ki živi pod pragom revščine. To bomo storili tako, da bomo zdravstvene storitve iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pokrili bodisi iz proračuna ali iz sredstev javne zdravstvene blagajne. Tudi sicer bomo znižali cene dopolnilnega zavarovanja in odprli trg za nadstandardna zavarovanja s ponudbo dodatnih programov v javnih in zasebnih zavodih. Uvedli pa bomo tudi zakonske možnosti za razvoj zavarovalnice, ki bo konkurenčna Zavodu za zdravstveno zavarovanje. V vseh javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih bomo izboljšali nadzor nad izkoristkom oziroma učinkovitostjo, kar pomeni izboljšanje razmerja med ceno in učinkovitostjo. Zdravstvene programe bomo plačevali glede na potrebe prebivalstva in glede na stroške njihove izvedbe. To je edini primeren ukrep za zmanjšanje čakalnih dob. Na trgu zdravil bomo vpeljali pregleden red in povečali cenovno dostopnost zdravil. To je torej nekaj povsem konkretnih ukrepov, ki bodo z ostalimi privedli, upam si trditi,
do zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev kot tudi izvajalcev. In tako bomo dosegli tudi našo zapisano vizijo razvoja. Slovensko zdravstvo mora v prihodnjih 10 letih doseči raven najbolj razvitih zdravstvenih sistemov v Evropski uniji.